Ej, ta pot se še začela ni, pa je že zakon. Veš, kaj ostri zobki gor ali pa dol, jaz toliko delač nisem za ston kopalk nosil. Mislim, ker če pa zdajle mim preplava, ne, glih v trenutku grem jaz v vodo, ja, pa res nimam sreče. Ej, malo je frišna. Potniki, dobrodošli na ljubljanskem letališču, kjer je zunanja temperatura 5 stopinj. Evo, Slovenija, moj doma. Pa mimogrede, gospodična stevardesa, ne vem, kako vam je ime, ampak takšna stopna profesionalnosti, prijaznosti, zaradi vas je Adria boljša letalska firma, tako bom rekel. Tale zgodba s Toyoto se kar noče končati, ne? Tole, kar vidiš za mano, je Prius plug-in hibrid. Avto me je par dni počakal v Ljubljani, da se zdaj imam s čem zapeljati domov. Zdaj, mal neroden je, ne? Ker bom jaz tale avto pelil točen en dan in ne moram kaj dost povedati o njem. Je pa moj novinarski kolega Aleš Črnivc naredil par 100 km s tem avtomobilom in valjda mi je poročil, kar se porabe tiče. Ko se recimo odpeljal iz Ljubljane na Kolpo pa nazaj, je bila poraba točen 4 litrska. Se pa Aleš s tem avtom odpeljal tudi na Veliki Osolnik, mislim, da je to na višino 700 metrov, pa se je vrnil pa tudi nazaj v Ljubljano, takrat je imel pa porabo 2,1 litra. Jaz mislim, da je to dost zgovoren podatek, kar se tiče Priusa plug-in. Jaz tudi obenem mislim, da se temu avtu ni treba kaj preveč dokazovati, kar se ekonomičnosti tiče. No, poleg te ugodne porabe vsi vemo, koliko je Prius kot avto nasplošno napredoval iz prejšnje v to generacijo in s tem med hibridi tudi zadržal ta svoj zelo dober pa uveljavljen status. No, zdaj pa preden pičim domov, vržem vse cunje v pralni stroj in se pripravim za naslednjo pot, ki se bo začela že jutri, se moram ustaviti v Lukovci, ker me je klicala mami in je rekla, da me čaka en paket. Kje si, Gizmo? Zdravo, stari. Krompirjev golaž od mami. Ok, tole sem dobil. Z te strani se nič ne vidi. Z te strani, veš kaj je to? Tole, tukaj naokrog. Ja, to je pa steza, da je tona. Vidim, da so pri Continentalu zelo pozorni, pa ne sem to, tudi z nalepkam so se še posebej potrudili. Welcome to Florida, the Sunshine State. Sem kar malo razburjen. Kratka majica. Item number 2. O, stari! Kaj pa peanut baby? Lej to blondinko, no. Za piko na i še brisača. Ej, ta pot se še začela ni, pa je že zakon. A ja, zdaj mi po mojem ni treba posebej poudarjati, ne? Kam grem jutri zjutraj. No, zdaj sem pa že tukaj. Daytona Beach. Verjeten ena najbolj slavnih, če ne kar najbolj slavna plaža na svetu. Kar se pa avtomobilov pa dirkanja tiče, no, to je pa čist druga zgodba. Ko mi čakam, da jo povem.